Spoštovani, dobro jutro in lep pozdrav iz Jagodja. Jagodje je kraj v neposredni bližini mesteca Izola. No, treba povedati, da so v tem področju, govorimo o Jagodju, zgradili zanimivo naselje in na to še tudi naselje za potrebe bolj tako zvanih, eminentnih Izolanov. No, če bi šli naravnost, bi prišli do znane plaže San Simon in pa seveda ne bomo zavili ne proti Izoli, kaj še proti San Simonu, ampak se bomo zapeljali tokrat v Portorož. Vidite, tu ste videli znak Portorož in mi se bomo v tej sporedni cesti, desno je morje, levo pa hitra povezovalna cesta med Koprom in Izolo in Portorožem. No, mi se tukaj vozimo v tej sporedni cesti in kot vidite, če bi lahko pogledali na desno, bi vam lahko pričarali pogled na obalo Italije in seveda odprto morje. Tam vidimo se mi, ki to snemamo, zasnežene Dolomite in seveda naše Alpe. In jutro je namenjeno zanimivemu posnetku za vse tiste, ki ste v tem trenutku še v področju tople postelje. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa se zapeljimo, kot rečeno, proti Portorožu. Preko znamenitega drevoreda v področju Strunjana. Zapuščamo mesto ali pa občino Izola, tukaj vidite označbo. Desno je kompleks turističnega naselja Belvedere, kjer imajo danse, avtokemp in pa tudi področje za avtodome. No, tu pa je znamenita cesta, bolje rečeno znamenit drevored med Izolo in Strunjanom. Poglejte tale res znamenit drevored. Te pinije so neke vrste zaščitni znak Strunjana. No, glavni del drevoreda se zgodi tukaj. Samo sekundo, da pripeljemo do drevoreda. No, tu se že počasi začenja. Vstopili smo v Strunjan, ki pa sodi seveda pod občino Piran, naselje, o čem govorimo. No, in tule naravnost bomo sedaj v objemu dreves. Ta posnetek je seveda namenjen kot vedno in vselej, ko ga posnamemo, tudi opozorilo, da na cesti niste sami in da morate upoštevati vsa pravila hitrostne omejitve. No, to je ta znameniti drevored v območju Strunjana. Res nekaj posebnega, nekaj enkratnega. No, to je bil jutranji utrinek, zbujenje tistih, ki se še niste zbudili in seveda za
obveščeni tisti, ki so že zbojeni in aktivni. Če bi zavili tukaj desno, bi lahko zavili področje obalne Strunjane, seveda tudi zanimiv strunjanski naravni park. In pa se seveda tukaj podajamo proti Portorožu. Ura je 7:23 minut. Torej, smo poskrbeli za to, da boste seznanili tudi kakšno je prebujanje na slovenski obali ali na slovenski Istri, če smo zelo natančni. To je še zadnji del zanimivega drevoreda, tik pred delom, ko bomo v krožišče zavili proti Portorožu. Če bi šli naravnost, pa bi šli na mejni prehod Sečovlje, Hrvaško in sicer, ko smo že neštirikrat, ko smo se javili z tega področja, rekli na mejni prehod, ki je zgrajen čez strani Hrvaške. Rečem, 18. Torej smo zdaj že v stopu področje Portoroža in Pirana. Če bi na križišču, ki jo bomo zavedali čez nekaj trenutkov, zavili desno in prišli do Pirana, in pa bomo zavili proti Portorožu in vam pričarali jutranji utrinek našega obalnega turističnega naselja Portorož. Zdaj smo stopili v Portorož, odličajno desno bi zavili proti Belemu križu in Piranu. Da vas bomo zapeljali z svojim posnetkom, seveda. Zdaj vstopamo v Portorož. Ta cesta ni prav briljantna, ampak nekoč bo. Tukaj je ozadje novega objekta, ki smo ga zgradili za srpskega poslovneža Kostića z našim
davkoplačevalskim denarjem. To pa je storil veliki politik in gospodarstvenik Igor Bavčar. Tako, to je samo to nas, kot seveda tudi vlastno soboto. No, in sedaj smo tam, kjer smo želeli osnovi povezati jutranji prebujanje Portoroža, tukaj je hotelski kompleks hotelov. In ker smo obljubili, da boste videli Portorož, bomo to tudi storili. Zdaj vidite Portorož iz zornih kotov in tako bomo tudi mi s svojim posnetkom zaključili. Spoštovani, lepo se imejte, lep prijazen dan želim, kjerkoli ste. To pa je bil naš jutranji posnetek iz turističnega naselja oziroma področja Portorož. Lepo se imejte, nasvidenje.